Dober dan, lep pozdrav na tokratni besedni postaji, kjer gostimo dr. Miho Kovača in predstavljamo njegovo novo knjigo Berem, da se poberem, 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih. Zdaj, vaša knjiga, dr. Kovač, je napisana v zelo poljudnem, komunikativnem jeziku. Kako je bilo v bistvu za rednega profesorja na Filozofski fakulteti, ki vprašanja knjižnega trga in knjige obravnava znanstveno in ki svoje raziskovalna dognanja in dileme v znanstvenem jeziku tudi komunicira z akademsko javnostjo, pravzaprav napisati knjigo, ki je dostopna, razumljiva in nenazadnje privlačna za zelo širok krog najrazličnejših bralcev? Če bi malo ciničen, bi rekel, da je to luksus, ki si ga lahko privoščijo redni profesorji. Naenkrat ni več treba misliti na točke, na napredovanje in tako naprej, lahko človek reče tako, zdaj pa meni za to birokratsko latovščino in te birokratske probleme z točkami, citiranje in tako naprej, tega mi je dost in lahko napišem tisto, kar hočem. Problem, ki sem ga imel, s katerim sem se srečeval recimo zadnjih 6-7 let, in kar najprej sploh nisem resno jemal, je bil pa ta, da se mi je zelo relativno pogosto dogajalo, da se me ljudje spraševali, zakaj sploh treba, da beremo knjige. In teh vprašanj nisem dobival samo od, naključnih znancev, s katerimi, gledam skupaj nogometno tekmo, pa znanec reče potem, zakaj pa ti sploh še bereš knjige, ni bolj zabavno gledati televizijo ali pa imeti neke zabavne vsebine na telefonu, ampak so me to spraševali tudi ljudje, ki so bili učitelji v osnovni šoli, spraševali so me to knjižničarke, spraševali so me to ljudje, ki so delali v knjigarnah in potem se me naenkrat začelo zdeti, da je vprašanje, zakaj je smiselno brati knjige v času, ko imamo na razpolago toliko različnih novih medijev, da je to absolutno legitimno vprašanje, ki zahteva nek resen odgovor. In zdaj, moj problem je pa seveda ta, da na ravni recimo nekih znanstvenih raziskav, ki se ukvarjajo z branjem, ki se ukvarjajo z mišljenjem, ki se ukvarjajo z kognitivnimi procesi, je ta odgovor relativno enostaven. Ampak ta odgovor povedati v jeziku, ki bo razumljiv nekomu, ki se s tem srečuje na neki, kako bi rekel, dnevni ravni, nekega vpraša mama otroka, recimo učiteljico, zakaj pa vi gnjavite mojega otroka, da mora to grozno 70 strani dolgo debelo knjigo prebrati, tak učitelj rabi nek odgovor na to vprašanje in ta knjiga je v bistvu odgovor na to vrstno vprašanje, je pa na nek način tudi odgovor meni samo, ker sem se tudi sam včasih zalotil, da ko sem bral kakšno knjigo, da sem se vprašal, kaj pa je meni tega treba. In v tej knjigi so pač odgovori na ta vprašanja, povedani v nekem razumljivem jeziku, zelo neznanstvenem jeziku, v nasprotju z znanstvenimi metodami uporabljam tudi zgodbe za to, da te stvari razložim, ampak mislim, da je pač tak pristop nujen, če želimo da tako rečem, ljudem, ki se ne ukvarjajo raziskovalno z branjem, razložiti, zakaj so knjige pomembne. Zdaj, k vsebini bova še prišla, ampak mogoče še prej bi se ustavila še pri vprašanju ciljne skupine, ki ste se v bistvu že malo dotaknili, ampak je vseeno, mislim, da zanimivo o tem mogoče spregovoriti, če lahko besedo več. Kajti za razliko od vaših prejšnjih knjig, naprimer od Katedralne do palačinke ali pa Ime česa je konec knjige, ki so torej namenjene predvsem strokovni ali pa polstrokovni javnosti, se meni zdi, da ta knjiga Berem, da se poberem, nagovarja tudi nebralca, tudi nekoga, ki v branju tiskanih medijev, knjig, časopisov, revij ne vidi več smisla. In je tukaj en zanimiv moment, da se vi torej greste s knjigo do tistih, ki ne berejo več. Se vam zdi to drzno, naivno? Mislim, to je naivno, seveda, na nek način, ampak, ko smo začeli to knjigo pisati, je bila ena od idej, da bi bil naslov te knjige tudi priročnik za uspavane intelektualce, ampak potem so v založbi rekli, joj, ne ga lomite, ker take knjige ne moreš dati za darilo, ker človeku, ko jo daš, s tem tudi sporočiš, da je uspavan intelektualec in to ni glih sporočilo, ki bi ga hotel dajati, da tako rečem, svojim bližnjim. Ampak ja, v bistvu je namenjena ljudem, ki dvomijo, ki
jih zanima odgovor na vprašanje, kaj dobim s tem, če berem knjige. Tako da ciljna skupina so, bi jaz rekel, vsi, ki imajo dileme okrog branja, in ciljna skupina so pa seveda tudi tisti, ki se s temi problemi profesionalno ukvarjajo, pa morajo potem odgovore na to komunicirati, da tako rečem, laični javnosti. Se pravi, učitelji v osnovni in srednji šoli in seveda tudi knjižničari in ljudje, ki se ukvarjajo z založništvom. Upam pa, da je dosti zabavno, da je tudi kakšen človek, ki je reden bralec knjig vzel v roke in prebral. Ja, absolutno je zelo zabavno in zanimivo tudi za tiste, ki beremo. Zdaj, projekti, akcije in kampanje, ki se ukvarjajo z promocijo branja knjig, so resnično mnoge, skoraj da premnoge. In nenazadnje ravno september, mesec skupnega branja, pred nekaj dnevi je potekal nacionalni posvet branja kot vrednota in tako naprej. Torej cela četa nekih institucij in posameznikov nas prepričuje, da je branje tiskanih medijev pomembno. Ampak meni se zdi, da tovrstne agitacije so včasih tako visoko leteče in moralistične, da jih ljudje le težko vzamemo za svoje. Medtem ko vaša knjiga, po moji oceni, ubira mnogo manj avtoritaren pristop. Je to plod vaše zavestne odločitve? Absolutno. Zdaj, eden od problemov, ki ga imamo v Sloveniji, je ta, da če, to je nekaj, kar nekateri ponavljamo kot lajne, če pogledamo bralne navade na začetku 70-ih let in bralne navade, kar zadeva knjige danes, se, kar zadeva celotno slovensko populacijo, stvari niso bistveno spremenile. Imamo pol ljudi, polovico prebivalstva odraslega, ki ne bere knjig. V 70-ih letih, ko so recimo eno tako raziskavo naredili tudi na Norveškem, je bilo tam približno 30% ljudi, ki niso brali knjig, danes je takih tam samo še 10%, kar pomeni, da se ne glede na vso to blazno medijsko revolucijo, ko so zaslonske tehnologije prinesle, vseeno da povečati število bralcev v določeni družbi. In tisti sklep, ki po moje iz tega dejstva edini sledi, je, da smo očitno na tem področju v Sloveniji nekaj delali narobe. Zdaj, odgovor na to vprašanje, kaj smo delali narobe, je zelo kompleksen, jaz ga tudi ne morem stresti iz rokava. V tem bi bil potreben zelo temeljit razmislek. Problem seveda je, da vsi, ki se s takimi ali pa drugačnimi bralnimi zadevami ukvarjajo, so zelo hitro užaljeni, če slišijo tako ugotovitev, kar je po moje napačen pristop, ker tisto, kar šteje pri reševanju družbenih problemov, je to, da si priznamo, da imamo problem in da ga gremo reševati. Iskanje krivcev za določeno stanje je v zadnji instanci popolnoma nerelevantno. Zdaj, tisto, kar se pa meni tle zdi pomembno, pa ne vem, če znam to dosti jasno artikulirati, je pa to, da, kako bi rekel, Slovenci smo na nek način Krpanovi dediči. Krpan je bil tihotapec, švercer, in Krpan je bil človek, ki je delal proti zakonom in pravilnikom. In ta refleks, da je treba delati proti zakonom in pravilnikom, imamo mi izrazito prevzgojen. To delajo naši študenti na fakulteti, ki skušajo mi po vinkih prideti do čim boljših ocen. V osnovnih šolah se mi zdi, da znanje sploh ni več neka vrednota, ampak da šteje samo, kako naj otroci pridejo do tistih ocen, da dobijo svoj certifikat. In pri branju se mi zdi, da se je mogoče do neke mere dogajalo podobno. Mi smo skušali določene stvari predpisati in ljudje pač eskivirajo to. Tako kot je podobno pri, recimo, nošenju mask, česar midva zdajle ne počneva. En velik del ljudi pri nas, jaz mislim, da noče mask nositi, zato ker je to vlada zapovedala. Ampak mask nimamo zato, ker je pač tam nek politik rekel, da jih moramo imeti, ampak jih imamo zato, da ščitimo svojega bližnjega. In podobno je tudi z branjem. Jaz seveda globoko verjamem, da je branje nekaj, kar povečuje naše miselne zmožnosti in če želimo biti ljudje, ki znamo misliti, enostavno moramo brati. Tako da moj odgovor na to je, ne delati pravilnikov pa predpisov pa ne vem kakšnih stopenj učenja, ki se jih uradniško meri, ampak tisto, kar je tukaj pomembno, je, da branje kot vrednoto vsi skupaj ponotranjimo. Tako kot
je zaščita pred COVID-om učinkovita samo, če to vsi ponotranjimo in to delamo zaradi nas, ne zato, ker nam je nekdo ukazal. In moja knjiga nekako izhaja iz te predpostavke. Ne? Jaz nekako skušam ljudi prepričati, da je branje nekaj, od česar bojo oni osebno nekaj imeli in bojo morda zaradi tega v življenju uspešnejši in srečnejši, morda tudi ne, ampak ni pa to nekaj, kar bi počeli zato, da bi nam nekdo nekoč dal nek certifikat. Ja, v bistvu povezano s tem, kar ste zdaj povedali, se mi zdi tudi dejstvo, da če imamo na eni strani tiskane in na drugi strani zaslonske medije, da vi zaslonskih medijev nikjer v tej knjigi ne demonizirate, ne borite se proti digitalnim vsebinam, temveč se zavzemate bolj za nek soobstoj, tako zaslonskih kot tiskanih medijev. Pa glede na to, da ste v knjigi nekajkrat precej osebni, bom tudi jaz to vprašanje malo bolj osebno zasukala in sicer, kako pa vi v vašem vsakdanjem življenju krmarite med tema dvema sferama, torej na eni strani zaslonskih in na drugi strani tiskanih medijev? To je zdaj... moram priznati, če sem odkrit, imam dneve, ko me zaslonski mediji povozijo. Ni lepšega, kot če človek sedi na kakšnem groznem dolgočasnem sestanku, če lahko potegne iz žepa pametni telefon in kam odblodi. Tako da, in tudi jasno, eden od problemov, recimo, ki smo jih detektirali tisti, ki se ukvarjamo z raziskovanjem založništva, je, da so ena od hujših konkurenc branju leposlovnih knjig postale televizijske serije. Ker imaš v bistvu, in to ne tisto, da gledaš vsak ponedeljek eno uro zvečer, ampak to, da se priklopiš na Netflix ali pa na Amazon Prime in imaš pač eno sezono z 10 nadaljevanji. To je alternativa branju, definitivno. Nekatere od teh nadaljevanj so zelo dobre. Jaz priznam, da občasno kakšno pogledam, imava pa doma s partnerko to navado, da delava nekako ena. Pol, ko oddelava kakšno serijo, v 4-5 dneh imava pol bralno pauzo, zato da kakšne knjige prebereva. Pa seveda imam pa tudi to prednost, da sem v službi na filozofski fakulteti kot profesor, ker to je na nek način privilegirano delo, tudi v tem smislu, da meni treba biti ob 8 zjutraj v službi, in imam jaz potem en tak jutranji ritual, da gremo ob 6 zjutraj na jutranji tek na Rožnik. Zdaj malo že razmišljam, da bi se dekanu prijavil, da bi imel jaz tudi telovadbo čez in da bi tisti študenti, ki z mano zdržijo 1 uro teka, imeli lahko s tem upravljen izpit pri telovadbi. No, ampak potem, ko se vrnem z teka in ko se umijem, pojem zajtrk, si vzamem približno 1,5 do 9 za branje. Potem grem pa delati fakultetne in predavateljske zadeve ali pa raziskovalne zadeve in to počnem pa tam do 6 zvečer. Doma mi rečejo, da sem grozen zaradi tega, ker funkcioniram kot kakšen vojak, zelo disciplinirano, ampak tako pač je. Mislim, to je edini način, da si malo časa, da si priborim dosti časa, da lahko kombiniram tiskane pa zaslonske medije. S tem, da tle bi mogoče še eno stvar omenil. Zanimivo je tudi to, da tle, ko govorimo, da je branje s papirja z kognitivnega stališča boljše, tle eno mini pripombico treba dati, namreč tudi branje iz bralnih naprav, ki so namenjene samo branju, kot je Kindle, pa Kobo Forma, pa tako naprej. Te naprave so podobno bralcu prijazne kot knjige. Tako da ni čist jasne teorije, zakaj je to, ampak moja teza je, da zato, ker pač na Kindlu nimamo motilcev. Medtem ko na pametnem telefonu, če berem knjigo po pametnem telefonu, se mi po 2 minutah marsikaj lahko začne dogajati, pa tudi, če mi pozornost odblodi, se lahko zelo hitro spravim na kakšne družbene medije, pa tako naprej. Tako da tiskanje knjige pa bralniki so v bistvu zelo pomembni tudi zato, ker nam omogočajo, da se odmaknemo od silne množice informacij in se na nekaj osredotočimo. Ker nam omogočajo, da lahko torej na eni vrsti zaslona pa vendarle beremo tiskano oziroma književno. Ja. In za nekoga, recimo, ki ima probleme z očmi, jaz imam zdaj to doma videl, ker pač oče ima hude težave z očmi, za njega so take naprave rešitev. Ja.
Zdaj, ena zadeva, ki jo vi izpostavljate v vaši knjigi, je tudi to, da številni novi zaslonski mediji, tukaj pa mislim, torej pametni telefoni, računalniki, tablice in tako naprej, temelijo še zmeraj na pisani besedi, in da torej danes pravzaprav beremo več, kot smo, a da beremo na drugačen način. To se mi zdi zelo pomembna ugotovitev. Pišete denimo, da se je izrazito povečal način branja, ki mu pravimo skimming oziroma preletavanje. Pa me zanima, v čem se torej ta način branja, sodoben način branja, kako bi rekla, razlikuje od bolj poglobljenih načinov in zakaj je pravzaprav pomembno, da preletavanje ne izpodrina nekega bolj poglobljenega branja. Preletavanje je pač v bistvu to, kar beseda pomeni, da neko vsebino zelo na hitro preletimo na zaslonu, ko gledamo besedilo na zaslonu, tudi oči delajo na majčkeno drugačen način, kot takrat, ko beremo stran. In tak način preletavanja je seveda lahko zelo uporaben takrat, kadar iščemo neke informacije, pa približno vemo, kam želimo iti, ni pa s tem tudi nič narobe, kadar zgolj blodimo po morju informacij. Zdaj, tisto, kar pa seveda tak način branja predpostavlja, je to, da se v besedilo ne poglabljamo, da ne poskušamo razumeti nekih ozadij, tudi bistveno manj besed se v takih sporočilih uporablja. Medtem ko knjižno branje je pa vendarle tisto, kar se meni zdi pri knjižnem branju pomembno, poleg mnogih drugih stvari, je to, da je v književnih besedilih praviloma uporabljenih več besed, kot jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, kot jih uporabljamo na družbenih medijih. In tudi stavčne konstrukcije so drugačne, so bolj, kako bi rekel, sofisticirane, razdelane, in s tem, ko berem, v bistvu se poglabljam, si avtomatično širim besedišče in ga tudi poglabljam, se učim tega, da ista beseda lahko v različnih kontekstih pomeni različne zadeve in se seveda soočam in srečujem tudi z bolj kompleksnimi stavčnimi konstrukcijami. In tukaj je stvar zelo enostavna. Moja mačka zna 3 besede, nek človek, ki ja, pa papica, nek človek, ki je pač manj izobražen, se bo mogoče znajdel z 700, 1000 ali pa 2000 besedami. Zdaj, če pa jaz obvladam recimo 6, 7, 8, 9, 10 tisoč različnih besed, pa lahko s temi besedami bistveno več povem. In lahko tudi v bistveno več stvareh. Tako da načeloma je tako, da ljudje, ki imajo ozek besedni zaklad, lahko mislijo na zelo enostavne načine in so zato tudi toliko bolj, kako bi rekel, dovzetni za take ali pa drugačne fundamentalizme in za take ali pa drugačne izključujočnosti, sovražni govor in tako naprej. Tako da branje je nekaj, kar nas dela bolj civilizirano. Ja, to se v bistvu v knjigi tudi zmeraj prepletate to individualno in nekako kolektivne koristi branja iz papirja. Izredno zanimivo pa je meni tudi razmerje med materialnim nosilcem branja besedila in načinom branja. Zdaj več raziskav, ki jih omenjate, izpostavlja, da daljša in zahtevnejša besedila razumemo bolje, če jih beremo na papirju. To zavedanje bi moralo narekovati tudi pedagoške prakse pri nas in to na vseh stopnjah šolanja. Kako je s tem? Zdaj, to je zelo zanimivo, ker za mnoge ljudi je to precej protiintuitivno spoznanje, ker te metaštudije so začele prihajati ven, ki so pregledale recimo 100, 200, 300 raziskav, ki so se ukvarjali z razlikami med branjem s papirja in zaslona, so začele prihajati ven tam nekje leta 2016-2017, jaz sem bil takrat član Evropske mreže IRIT, ki se s tem ukvarja in ko so te rezultati prišli ven, so nekateri v tej mreži, ki so bili sami raziskovalci, so rekli, to je nemogoče, to je traparija. In potem je bil odgovor, ne, čakaj, tukaj imaš 100 raziskav, ki so bile upravljene na 300 000 ljudeh, ki so vse dale enak rezultat. To ne more biti potem kar nekaj. Tako da že pri ljudeh, ki so se ukvarjali z branjem, je bil ta podatek precej
za mnoge precej šokanten, sploh za tiste, ki so imeli svoje raziskave od Google financirane, ampak pustimo take detajle. Ne. In potem, ko smo to začeli komunicirati izobraževalcem, je ratal tudi problem, zato ker mi smo imeli v Bruslju enkrat na direktoratu za izobraževanje, ta skupina, ki se je s tem ukvarjala, smo imeli predstavitev, in je bilo zelo hecen. Veliko ljudi je bilo tako malo slabe vole, pa stran so gledali, in trije so pa rekli, to smo skozi vedeli, da je to tako, sam nismo znali tega biti spretne. Tako da priti ven z nekim takim spoznanjem, da recimo tiskani medij, ni nujno nek arhaizem, ki je sam še vprašanje časa, kdaj bo izginil, priti ven z neko tako teorijo pri izobraževalcih, ki so verjeli, da prej, ko bomo šole v celoti digitalizirali, boljš bojo naši otroci obvladali svoje znanje, skomunicirati tako sporočilo je bilo relativno zapleteno. Pri nas smo imeli mogoče to srečo, da so saj nekateri tudi, ki delajo v založništvu in ki jih je zanimalo to vprašanje iz zelo pragmatičnih razlogov, v kaj investirati, da ne bomo vrgli denarja stran pa delali neučinkovitih učnih gradiv, jih je to vprašanje zanimalo, potem smo zopet seveda poskušali komunicirati na ministrstvu in vsaj pri nekaterih ljudeh mislim, da se je to vprašanje relativno dobro prijelo. Problem pa seveda ta, da pri nas izobraževalna ministrstva praviloma vodijo ljudje, ki nimajo prav dost, preden pridejo na to mesto, nimajo prav dost stika z šolskim sistemom, in potem se nam vsake 4 leta zgodi, da kdo pride pa reče, zdaj bomo dali pa otrokom laptope, pa bomo vse rešili. In potem treba jovo na novo začeti razlagati, da to ni pametno z kognitivnega zornega kota, da to ni pametno tudi socialnega zornega kota in tako naprej. Ja, zdaj, tukaj smo lahko res tudi precej aktualno pri tem vprašanju, kajti ena izmed posledic karantenskega šolanja je na domu, je tudi ta, da učenci in študentje na zaslonih zdaj preberejo več vsebin kot sicer. Kako vi gledate na to, ki ste nenazadnje kot univerzitetni profesor ta proces zelo od blizu spremljali? Jaz sem bil po eni strani fasciniran in prijetno presenečen na tem, v bistvu, koliko smo se vsi hitro temu prilagodili. 14 dni je trajalo, da smo malo debeli gledali, pa čakali, da bo šel ta vrag mem, in potem, ko se je skazalo, da bojo problemi ustali, smo se vsi zelo hitro prilagodili elektronskemu učenju. In seveda v tistih razmerah je bila to idealna rešitev. Zdaj, da bi pa to bil nek sistem dela skozi, s tem se pa jaz seveda absolutno ne morem strinjati. Včasih se slišijo kakšne teze, da je to z energetskega stališča boljš, pa tako naprej, ampak univerza ni Elektro Ljubljana. Univerza je izobraževalno raziskovalna ustanova in mi smo tukaj zato, da raziskujemo in da podajamo znanje študentov in zato je ta oseben stik izrazito pomemben. Tako da jaz pač izobraževanje nadaljavo vidim kot izhod v sili, ki bi ga v normalnih razmerah morda kdaj večkrat uporabili, recimo, če se jaz kot profesor Bog ne daj zlomim nogo, bi morda lahko potem od doma še zmeraj predaval, zato da študenti ne bi ostali brez te snovi, ali pa če grem, ne vem, v neko tujo državo za 14 dni na neko konferenco ali pa delavnico, potem še zmeraj lahko nadaljavo tudi uporabljam del pedagoškega procesa, ampak jaz seveda verjamem, da osnovni pedagoški proces mora biti pa upravljen v živo z direktno komunikacijo. Tudi tako, da jaz vidim ljudi, ki jim govorim, da vidim, a spijo ali ne, da jih lahko spodbudim v dialog in tako naprej. To je po spletu bistveno težje dela. Verjetno je smiselno tudi, da tisti del študijske literature, ki mora biti preštudirana res v globine, jo je smiselno brati iz papirja. Kaj mislite? Absolutno, to je dejstvo. S tem, da zdaj greva že na neko drugo področje, ki bi zahteval nek drug tip razgovora. Zdaj s 3 kolegi delam neko raziskavico o tem, kako študenti študirajo, in rezultati so precej turobni, kar zadeva branje daljših besedil. Potem sem šel gledati malo podobne raziskave v tujini in sem ugotovil, da je tudi drugje ta problem. Tako da mi v resnici ne vemo, kako študenti študirajo in
kako se tudi učenci učijo. Ne. Ena od stvari, ki je recimo mene zelo šokirala, ki jo vem od založnikov, ko so se šole zaprle, ne, je bila prva prošnja, ki so jo založbe dobile, dajte nam učbenike na splet. In odgovor je bil, zakaj bi vam dajali učbenike na splet, če jih imate iz šolskih skladov doma. In odgovor je bil, ja, zato, ker so vsi te učbeniki v šoli. Ker pomeni, da en velik del učencev sploh nima učbenikov doma in za učenje doma ne uporabljajo knjig. In jaz seveda mislim, da je to nekaj, pri čemer bi nam morali nekako začeti zvoniti zvonci, tudi pri nas na univerzi in tudi v izobraževalnem sistemu, ker očitno je tega bolj poglobljenega branja kot priprava za študij in za izpite zmeraj manj. To se ve tudi ne nazadnje v kreditnih točkah, ker globoko v prejšnjem tisočletju, ko sem jaz študiral, smo imeli en izpit na tej fakulteti, za katerega je bila vsa študijska literatura, to je potem en znanec, ki je najdel svoje stare študijske zapiske, pa je to pol seštel, je bila dolga 10.000 strani. In mi seveda nismo prebrali 10.000 strani, ampak 4-5.000 smo pa jih za tisti izpit. Tako da, in ko smo to brali, smo seveda, da tako rečem, trenirali poglobljeno mišljenje. In tega treninga je zmeri manj. In to se zdi meni, to je globalen problem, ampak mislim, da v Sloveniji pa ta problem postaja izrazit in za majhen narod se mi zdi to zelo pomembno. Mi si enostavno ne moramo prvošiti, da smo bebali. Ker bo potem tista intelektualna elita, ki jo bomo imeli, bo izrazito majhna. Mi edina prednost, mi nimamo nafte, mi nimamo diamantov, mi nimamo zlata, vse, kar imamo, so naše roke in možgani, pa občasno tudi hitre noge, kadar je treba pobegati pred kakšnimi čudaki v sosedstvu. Tako da mi bi mogli to potrebo potem, da znamo misliti, bi mogli bistveno bolj imeti ponotranjeno, če bi hoteli biti uspešen narod. Ja, k temu družbenemu vidiku branja se bova še vrnila. Tukaj bi se mogoče še za trenutek ustavila pri vprašanju epidemije. Kajti zdi se mi, da je pač epidemija ne zgolj na šolskem, ampak tudi na drugih področjih zaslonom še bolj na široko odprla vrata. Medtem ko so tiskovine danes pogosto percipirane kot potencialno nevarne oziroma ogrožujoče. Tu imam na primer v mislih izvode knjig in časopisov, ki so javno dostopni in ki krožijo med različnimi bralci. Denimo knjižnice, še bolj pa seveda kavarne, kjer časopisi in revije zaradi ukrepov sploh niso na voljo. Ali se vam zdi, da v tej luči epidemija še dodatno ogroža tudi obstoj tiskanih medijev? Bi rekel ja pa ne, ker tiskani mediji imajo itak že nek problematičen položaj. Ta ukrep, da v kavarnah ne sme biti tiskanih medijev, pa na vlakih, ta ukrep, jaz odkrito priznam, se zdi meni precej čudaški, tudi zaradi tega, ker ne vem za nobeno drugo evropsko državo, kjer bi to veljalo in tudi, kot vem, stroka ne govori v nobenem primeru, kjer bi se, 10 ljudi okužilo z enim izvodom časopisa. Tako da tega enostavno ne verjamem. Je pa očitno en del ljudi tudi to težavo po notranju, ker kot vidim malo po teh podatkih, ki so mi dostopni, zdaj ljudje malo več knjig kupijo, pa malo več si jih sposodijo. Tako da hočejo imeti bolj sveže knjige pri roki. Drugače pa, če gledam te podatke malo bolj globalno, to zdaj poskušamo pred virtualnim frankfurtskim sejmom z nekimi kolegi skupaj potegniti. Ta prodaja tiskanih knjig v resnici, je padla, ampak ne tako grozen, kot bi človek pričakoval. V nekaterih državah se kar hitro pobira. Tisto, kar je funkcioniralo, kjer je bil ta padec manjši, je bil pač tam v tistih državah, kjer so bili bolj navajeni na dostavo po internetu in kjer ta tip dostave ni popolnoma ugasnil. Tako da tle je ta odnos malo odvisen tudi od lokalnih kulturnih razmer, da tako rečem, pa tudi seveda od fleksibilnosti tistih, ki se ukvarjajo z distribucijo. In tukaj so ponovadi tista podjetja, tiste organizacije, ki živijo, ki so preživetveno odvisne od trga, so tukaj bistveno bolj inovativne in agresivne od tistih, ki živijo od proračuna in
Tako da tle je logično, da so si zdaj knjigarne, pa spletne knjigarne pa založbe neko prednost nabrale pri tem. Ampak neka kulturna specifika našega prostora so zagotovo je razširjenost javnih knjižnic, splošnih knjižnic. Vi pa v vaši knjigi izpostavljate tudi pomen domačih knjižnic. Ja. In pri tem me je presenetil podatek, ki ga navajate, in sicer, da je Slovenija med razvitimi državami v 10 tistih z najmanjšimi domačimi knjižnicami. Temu zagotovo botruje razvitost in razširjenost javnih knjižnic pri nas, a vendarle gre pri domačih knjižnicah za nek korpus knjižnih vsebin, ki postanejo nek trajen del doma. Zakaj je torej smiselno, da si nekatere knjige kupujemo in si jih ne zgolj izposojamo? Ja, tisto, kar je zelo zanimivo, je ta korelacija med bralno pismenostjo pa velikostjo domače knjižnice, kjer se je seveda pokazalo, da otroci, ki prihajajo iz družin, kjer imajo domače knjižnice, da so bistveno bolj bralno pismeni kot tisti, ki prihajajo iz družin, kjer takih knjižnic nimajo, ne glede na stopnjo izobrazbe, ki jo dosežejo v življenju. Tudi nekdo, ki imata univerzitetno izobrazbo, bo tisti, ki prihaja iz družine z domačo knjižnico, bolj bralno pismen kot tisti, ki takega otroštva nima za sabo. Seveda pa to ne pomeni, da je dosti, da vi daste otroku 30 knjig v sobo, pa bo od tega ratal bralno pismen. Tukaj gre seveda za to, da so te knjige namenjene temu, da se jih prebira, da so to knjige, ki jih otrok ima doma, ki so povezane na leposlovje, na tako rekoč pravljično branje, in da so to tudi seveda izobraževalne knjige, ki jih lahko otrok uporablja doma takrat, kadar se ukvarja s takim ali pa drugačnim učenjem. In tisto, kar je zelo fascinantno, je to je mene pol malo potrlo v resnici, ko sem gledal te podatke bolj podrobno. Če imate vi doma 400 knjig, pa to povečate na 2000, to na otroka nima čisto nobenega vpliva. Blazen vpliv pa ima skok recimo od 50 do 200 knjig. To je pa čist drug svet potem pri otrokovi bralni pismenosti. Tako da odgovor tle, kakšna je vloga knjižnic, bi seveda bil, da so knjižnice izjemno pomembne in da je super, da jih imamo, ampak da bi pač tisto knjižno jedro bi moralo biti pa doma, ki ga potem nadgradimo s tem, da hodimo v knjižnico ali pa da kupujemo knjige v knjigarni. Ja, ampak kot pravite, verjetno zgolj knjižno jedro, ki je doma, ni dovolj, ne? Mora to knjižno jedro živeti in biti v rabi. To je pač, tukaj gre za način življenja. In vsaj meni, ko sem pač še imel te očetovske obveznosti, je bilo, meni se je zdelo to super, kadar sem bral zvečer otroku, je to sicer pomenil zame nek napor, ker sem bil že malo izmatran po napornem dnevu, ampak vse je bil pa to nek odklop od vsega. Dal sem stran vse medije, bil sem z otrokom, bil sem z zgodbo in sva si brala. In skozi to se tudi potem neka vez vzpostavi med staršem in otrokom, skozi nek mir, skozi neko družinsko umerjenost, in jaz mislim, da je to blazno veliko vredno. Tako da knjige so orodje, s katerim si lahko bistveno izboljšamo, jaz verjamem, kakovost družinskega življenja. Ja. Pa ne zgolj družinskega, v knjigi kažete, da tudi večje skupnosti kot zgolj družine. Ena od stvari, ki me je fascinirala, in to bi mogoče mogli tudi na naši fakulteti malo več poudarjati, je to, da to je raziskava, ki je naredil eden od ustanoviteljev LinkedIna, ki je ene vrste Facebook za poslovneže, je šel gledati, kakšno izobrazbo imajo uspešni poslovneži, in je bil kar malo presenečen, ker je ugotovil, da je med njimi relativno veliko ljudi, ki imajo humanistično izobrazbo. In tudi recimo Alibaba je človek, ki je ustanovil Alibabo, ki je danes v resnici največje svetovno podjetje, samo da tega ne vemo, zato ker je pač na Kitajskem. Ustanovitelj Alibabe je profesor književnosti in angleščine. Potem direktorica YouTubea, ustanovitelj Chipotla, Bill Gates recimo je obseden bralec. In tisto, kar je meni bilo zanimivo, je to, da iz teh 7 najbolj elitnih univerz, Ivy League, je med vrhunskimi direktorji več ljudi, ki imajo na prvi stopni, ameriški prvi stopni, kakšna pač ta že je, ki imajo
humanistično kot pa ekonomsko izobrazbo. Zakaj? Ne? Zato, ker nas v bistvu humanistična izobrazba pa branje knjig, ne, nas poleg tega, da nam poglablja in širi besedišče, ne, nas uči tudi misliti, uči nas leposlovje, nas uči poglabljanja v druge ljudi, uči nas strateško misliti, ne, in vse to so lastnosti, ki jih rabijo dobri menedžerji. Tega ne dobite na računovodskem tečaju. Ne, tako da humanistična izobrazba je lahko izjemno pomembna za uspeh v poslovnem življenju. V Veliki Britaniji recimo je bila nekaj časa, prednje je ta japijevska obsedenost s spletom pa z internetom popolnoma prevladala, ne, pa to jaz mislim, da itak ne bo dolgo trajalo, ne, je nekaj časa veljalo, da so študenti primerjalne književnosti super lahko za menedžerske poklice. Saj polega je treba, da če na nek poslovni šnelkurs, da zna bilance brati pa take stvari, ne, ampak tisto osnovno mišljenje, ne, strateško pa empatičnost, ne, ker je blazno pomembno, kad delate z ljudmi, kad ste šef, se morate znati poglobiti v svojega bližnjega, morate razumeti njihove motive. Ne. Tega ne dobite na nobenem poslovnem šnelkurzu. Ne. To imate ali vseb, ne, ali pa to v bistvu še dodatno vjačate in razvijate skozi nek tak humanistični drill. Ne. Tako da moja teza je, da humanistične telovadnice so včasih boljše od poslovnih fitnesov za uspeh v poslovnem življenju. Ampak ne gre pri teh koristih branja ali pa študija književnosti zgolj za te neke družbene odločevalce, ampak gre tudi za neko širšo blaginjo držav, ne, oziroma nekih skupnosti. Vi kažete v knjigi ves čas na to dejstvo, da sta branje in knjiga neločljivo vpeti v neke širše družbene in kulturne kontekste. Hkrati pa te kontekste tudi sooblikujete oziroma neposredno vplivata na neke zgodovinske procese. Na nekem mestu recimo namignete, da bi za prepoznavanje lažnih novic, pa tudi za siceršnjo boljšo orientiranost v tem kaosu nepreverjenih informacij, ki krožijo po zaslonskih medijih, morali usvojiti in negovati ravno to sposobnost vživetega in poglobljenega branja knjig, o čemer ste govorili. Na prvi pogled se zdi to malce nenavadno, kako bi lahko recimo poglobljeno branje, naprimer Ivane pred morjem, vplivalo ali pa pomagalo pri kritičnem presojanju tweetov, naprimer, naših politikov. No, zdaj, pri naših politikih, ne, tam ni treba nič poglobljenega mišljenja, tam je dost mama, ki človeka v mladih letih nauči, kaj se spodobi, pa kaj ne, in smo upravili, ker en dobršen del teh tweetov je dejansko nesramen, agresiven, tak, ki ne sodi v neko civilizirano diskusijo. Zdaj, kako Ivana pred morjem lahko pomaga pri lažnih novicah, bom pa tako rekel, neke neposredne povezave ni. Ne? Če boste prebrali Ivano pred morjem, ne boste nič bolj imuni ali pa dovzetni na lažne novice, kot če te knjige ne boste prebrali. Ampak tisto, kar pa mislim, da je pomembno, je pa to, da če je nekdo bralec, ne, in če ima kar nekaj ponotranjenega znanja, če zna logično razmišljati, ne, bo manj dovzeten za to, da bo na prvo žogo verjel v nekaj, kar mu bo priletelo preko telefonskega zaslona. In tisto, kar se meni zdi tragično, je to, da seveda univerzitetna izobrazba sama po sebi ni garant, da bomo to znali. Ne, ker če greste gledati mojo najljubšo teorijo zarote, ta, da je zemlja ravna, ne, tudi med ljudmi, ki so vodilni v tem gibanju, boste najdli take, ki imajo univerzitetno izobrazbo. V to, da zaradi 5G omrežja ptiči padajo z neba, tudi to verjamejo nekateri, ki imajo univerzitetno izobrazbo. In tudi, to je zdaj sicer, to je od teh teorij, po mojem, sicer najbolj kompleksen problem, ta problem s cepljenjem. Tudi tukaj imate ljudi, ki so izobraženi, pa verjamejo, da jim bojo v končine stran padle, če bojo proti ošpicam cepljeni. Tako da, tle hočem reči to, da nas formalno izobraževanje danes več ne nauči mišljenja. Tega se moramo zmeraj bolj učiti sami in to se učimo, Bog pomaga skozi branje. Ampak verjetno formalno ali pa višina izobrazbe tudi ne garantira, da bo nekdo sploh
bralec oziroma bralec onkraj tega, kar je pač nujno. Ja, seveda, ne, danes so se časi izjemno spremenili, ne, tudi zato, ker je univerza tako množičen študij postala. Je pa to seveda škoda, ne, ker tisto, kar mene včasih skrbi, je, da tudi, če smo mi nek podaljšek srednje šole, ne, kje se bo potem tista intelektualna elita zakotila, ki bo sposobna prebrati 5000 strani gradiva za en izpit. In ki bo potem znala misliti, ne, ker pri majhnem narodu je pa to, da znamo misliti, kot je enkrat rečeno, izjemno pomembno, ne, ker takrat, ko začnejo vetrovi zgodovine malo bolj intenzivno vleči, ne, takrat je zelo pozno, pa pomembno, da znamo, da razumemo svet okrog nas in da znamo ujeti pravi kurs. Mi se ogromno energije porabimo za to, da se kregamo, kdo je bil bolj zloben, ali partizani ali domobranci, kar je zame en tak zelo poceni izgovor za to, da si ne priznamo, da v resnici nismo sposobni misliti o sodobnem svetu pa o sodobnih problemih. Ne. V 80-ih smo imeli, pa v 90-ih je bila glede tega situacija, se mi zdi, precej boljša v resnici. Ne. Je bilo bistveno več ljudi, ki so razumeli, kaj se dogaja okoli nas, kot je to primer danes. Ampak to je stvar za nek drug pogovor, se bojim. Ampak se bom vseeno malce navezala na nek zgodovinski pogled, kajti vi presojate v knjigi vse skozi pogled branja in knjige v nekih nacionalnih in jezikovnih skupnostih danes in nekoč. In se hkrati ozirate in v preteklost in v prihodnost v vaši knjigi. Pokažete denimo, da je tiskarska tehnologija od 15. stoletja naprej, predvsem pa v 19. in 20. stoletju, ključno zaznamovala procese nacionalizacije. Hkrati pa odpirate tudi vprašanje, in to se mi zdi blazno zanimivo, kakšne vrste povezovanja v neke skupnosti bodo generirali ti zaslonski digitalni mediji. Vi ste sicer v knjigi zelo previdni pri takih pogledih v prihodnost, ampak me vseeno zanima, kaj menite, kakšne identitetne oziroma politične oblike organiziranja spodbujajo zaslonski mediji? To je zelo težko reči, ker to je pač tako vprašanje, ki ga stare gospe romskega rodu znajo boljše odgovoriti, kaj jaz, tako da malo vzorc pogledajo, pa povejo, kaj bo. Ampak tisto, kar se meni zdi zanimivo, je to, da v bistvu neke spremembe se že dogajajo. Ne. Po eni strani smo vsi globalizirani, ne, smo vešči angleščine, izmeri več ljudi je dvojezičnih, kar je blazno fajn, ker je to fajn za našo intelektualno kondicijo. Mimogrede, med 7 najbolj inovativnimi državami na svetu je 7 takih, kjer je dvojezičnost skoraj norma, ne, tako da to ni neko naključje in to je za Slovenijo fajn. Ampak tisto, kar pa jaz mislim, da te družbeni mediji pa zaslonski mediji zelo ojačujejo po drugi strani, je pa to, da se vedno bolj zapiramo v mehurje enako mislečih in tukaj je vedno manj možnosti medsebojne komunikacije. Ne nazadnje tudi te identitarne politike, ki so danes tako pomembne in popularne, tako na levici kot na desnici, so v resnici politike teh družbenih mehurčkov. Skratka, so politike, ki izrazito podpirajo identitete enako mislečih, ne, in vzpostavljajo neke mini družbene skupnosti. Zdaj, kaj se bo iz tega razvili, je pa seveda izjemno težko reči. Ne. Tudi, recimo, mene fascinira, da to je sicer Amerika, ne, ampak mislim, ta Trumpova izvolitev, to je nekaj fantastičnega. Mislim, to, da je nekdo, ki je, ne bom nič rekel, da ne bom žalil bivše največje svetovne velesile, ne, ampak človek, ki se obnaša v nasprotju z vsemi standardi, ki so veljali do zdaj za javne osebnosti, ne, da postane tako mogočen politik, ne, je zelo značilno to, da je to dosegel v bistvu, ker je uporabljal on je bil blazno inovativen, ker je uporabljal neke nove družbene medije in je uspel aktivirati, ne, ljudi, ki drugače hodijo na volitve, ki so politično popolnoma abstinenčni, z obilno rusko pomočjo, ne, ker je kar nekaj študij zelo resnih bilo narejenih, ki kaže na to, da se dobršen del teh
tovarn trolov, ki so podpirale Trumpa, da so v bistvu delovale s pomočjo ruske obveščevalne službe. Ne. To je super maščevanje. Trump je super rusko maščevanje za razpad Sovjetske zveze. Ne. Ampak in jaz tudi nisem čest prepričan, da ne bo spet zmagal na volitvah, zaradi teh nenavadnih medijskih povezav. Tako da tukaj se nam že v bistvu kažejo neki zametki novega sveta, nekih novih političnih povezav, nekih novih identitet. Zdaj, kam bo to šlo, si pa jaz seveda ne upam reči. Jaz sam sem absolutno vernik slovenščine, sem hkrati tudi človek, ki verjame v neko globalizacijo intelektualno, v odprtost. Ne bi bilo blazno žal, če slovenščine ne bi bilo več, ne? Ker se mi zdi, da je to eno tako super zatočišče in žal bi mi bilo tudi, če bi slovenske skupnosti ne bi bilo več, ne? Če bi razpadli na neke popolnoma med sabo ločene mehurje, ki bi se potem začeli tudi v nekih drugih jezikovnih kodih pogovarjati med sabo. To mi izrazito ne bi bilo všeč, ampak kam bo svet šel, jaz na to nimam nekega večjega vpliva. Ne? Vse, kar lahko naredim, je to, da z zanimanjem opazujem, kaj se dogaja okrog mene. In že to je kar fajn. Ja, sej, mislim, zanimivo je, da v knjigi odpirate tudi to vprašanje brati ampak pod vprašanje, v katerem jeziku, ne, brati. Ja. Oziroma, če pod ta imperativ branja v bistvu sodi že to, da se bere v slovenščini. Zdi se mi, da se vi zavzemate za neko sicer slovensko besedno sidrišče v kombinaciji z bralsko večjezičnostjo, da je to tisti idealna oblika. Zdaj, ena izmed ogroženih področij slovenščine je ravno znanstveni jezik, oziroma uporaba slovenščine v znanstvenem publiciranju. Vemo seveda, da veliko raziskovalcev in raziskovalk pri nas objavlja skoraj izključno v angleščini. Kadar pa se začnemo pogovarjati o uvajanju angleščine kot učnega jezika v naš visokošolski sistem, pa diskusije zelo hitro postanejo zelo razgrete. Pa me zanima, zakaj, ko gre torej za vprašanja branja in pisanja v slovenščini, reagiramo tako ognjevito, tako prepirljivo. Ne vem, se tukaj obstoji v resnici precej pomembno protislovje, ne, ker jaz sem prišel precej pozno na univerzo, ko sem bil star 40 let in sem bil čisto presenečen, ker sem ugotovil, da naenkrat moram pisati samo v angleščini, če hočem izpolnjevati habilitacijske kriterije. Tako da ta prevlada angleščine znanosti je izrazito povezana tudi z našimi sistemi napredovanja. Ne? In z tega zornega kota v zadnji instanci ni logično, da kakšnih stvari ne bi tudi počeli v angleščini. Ampak v tistem trenutku, ko bi pa postavili celo univerzo v to, da bi rekli, zdaj pa dajmo predavati v angleščini, zato da bomo globalni, v tem trenutku bi pa seveda Slovenijo obsodili na nek jezik, ki bi ga ljudje govorili doma, v kuhinji, pa mogoče na tržnici, ne? Ampak ne bi bil pa to jezik znanosti, kulture in umike. In tukaj se zame seveda stvari nehajo. Ne? Jaz tukaj želim, da slovenščina ustane. Je pa zanimivo, da so nekatere skandinavske države seveda pri tem precej bolj radikalne kot mi. Ne? Tako da mogoče je tle ena dobra taktika, da se jih spusti, da grejo po svoji poti, pa da se opazuje, kaj se pri njih dogaja in se potem pač sami odločamo, kaj narediti v drugem koraku. Mogoče bi se na koncu ustavila še pri tezi, ki jo vi postavite tudi v zaključku vaše knjige, in sicer, da bo upadanje števila bralcev vsaj še nekaj časa eden od kazalnikov prihajajočih družbenih in kulturnih nestabilnosti. To ni nič kaj optimistična napoved. Nekje sem zasledila tudi napovedi, da bo branje knjig, predvsem leposlovja, sčasoma postalo povsem neka nišna dejavnost, ki bo rezervirana le za nek ozek, specifičen družbeni krog. A se lahko zgodi, da čez 100 let večina Evropejcev več ne bo usvojila bralnih veščin do te mere, da bi lahko prebrala in razumela Ano Karenino? Ali pa kakšen drug roman, če mogoče bo Ana Karenina imela takrat neko tako senzibilnost, ki bo v tedanjem družbenem kontekstu težko razumljiv, ampak nek relativno kompleksen roman. No, jaz mislim, da če te sposobnosti čez 100 let ne bo, bomo čez 200 let spet plezali nazaj na drevesa. Tako da
To bi bil po mojem tak zelo intenziven civilizacijski korak nazaj, vse tako kot jaz v tem trenutku razumem, kako deluje človeška pamet. Je pa seveda možno, da se bojo stvari, da bo tehnološki razvoj pripeljal do kakšnih čist novih možnosti za intelektualno življenje, kot jih imamo danes. Ampak tisto, kar jaz trdno verjamem, jaz ne verjamem v to, da je vse znanje na spletu, ker včasih tudi kakšni starši rečejo v osnovni šoli, zakaj se bo učil, ker je vse znanje na spletu. Na spletu je točno toliko znanja, kot ga imamo mi v svojih glavah. Če mi nimamo ponotranjenega nekega kompleksnega znanja, potem nam splet čisto nič ne pomaga. Potem je splet samo uječevalec naše neumnosti. In bolj kot bomo mi zanemarjali lastne miselne sposobnosti, slabše nam bo kot človeški vrsti šlo. To se mi zdi tak zelo, kako bi rekel, nevtralen zaključek nekoga, ki opazuje družbo, ki lahko mene kot posameznika zelo žalosti, ampak kot raziskovalca pa pač to lahko samo konstatiram. In tisto, kar mi seveda daje upanje na nek način, je to, da imamo te trende v različnih družbah. Te trendi se v različnih družbah zelo na različne načine dogajajo. Recimo, že omenjena Norveška je naredila skok praktično na nič bralcev v zadnjih 50 letih, za razliko od Slovenije. Če gledamo podatke v Kitajski, se tam število bralcev povečuje tako. In tam so verjeli, da bo digitalna revolucija nadomestila tiskano knjigo, ampak tisto, kar se jim dogaja zadnjih 10 let, je pa to, da se v bistvu blazno povečuje število knjigarn in zidanih knjižnic, kjer so noter papirnati mediji. Tako da razvoj se odvija na različne načine po svetu, in tisto, kar bi se morali mi v Sloveniji vprašati, je, kdo smo, kar se tega tiče in kam hočemo iti. To ne bo debata, ki se bo dogajala v slovenski politiki, ker je slovenska politika v zadnjih 10 letih v takem stanju, da tako kompleksnih debat ni sposobna. Morala se bo ta debata zgoditi bolj nekje, po mojem mnenju, bolj v tako imenovani civilni družbi, ampak sej ne nazadnje je bilo v 80-ih zelo podobno. O kompleksnih problemih slovenske in jugoslovanske družbe smo se najprej začeli pogovarjati na univerzah pa po stanovanjih in šele potem se je zgodil nek premik. Zdaj mislim, da je glede branja in tudi širšega družbenega razvoja neka zelo podobna situacija. Dobro, najlepša hvala. Nekaj tem sva odprla, marsičesa pa se nisva dotaknila, kar je v tej knjigi, zato res apeliram na vse gledalce in poslušalce, da vašo knjigo vzamejo v roke in si seveda stvari preberejo še v tiskani obliki. Če porabim še 5 sekund za EPP, ena od nenavadnosti te knjige je to, da je to knjiga o branju, ki je pa z zelo dinamičnim prelomom narejena in skupom slik, ilustracij in grafov. Tako da tisto, kar jaz verjamem, je to, da sem uspel v mobilni pomoči oblikovalke in urednice ujeti eno tako zelo fino simbiozo med slikovnim in tekstovnim gradivom, v tem smislu, da slikovno gradivo v tej knjigi ni distrakcija, ampak ujačevalec besedila. Tako da je to knjiga, ki jo je po mojem mnenju relativno enostavno prebrati, pa upam, da ponuja kar nekaj bralcev. Zagotovo. Hvala. Hvala vam.